Kakšna bi bila pravična kazen v zakonu? Glede, najprej je treba ugotoviti, ali je bil sploh zakon kršen. Če je bil, potem je treba ugotoviti, ali so stvari že zastarane. Še enkrat opozarjam na tisto, kar opozarjam v tej zgodbi od začetka. Zastaralni roki za večino teh dejanj so izjemno kratki. Spomnil bi, da je bilo samo to, zgodba s Kolonenom je bila dvoletno parkirana, kot se temu reče, kar pomeni, da je kar veliko časa že preteklo. Vprašanje, torej, kaj od tega je že absolutno zastarano. In šele, če nekaj ni absolutno zastarano, stopi potem naprej sodna veja oblasti, ki pa je v svojih odločitvah avtonomna in suverena. In seveda na nje nimam nikakršnega vpliva. Imamo jih seveda pravico komentirati, ko so enkrat sprejeta, dokler pa posamezna ta dejanja tečejo, pa menim, da ne bi bilo od politike ustrezno, da bi vnaprej napovedoval, kaj je pravična kazen za posamezno dejanje. Tisto, kar pa sem kot poslanec dolžen storiti in bom danes tudi storil, pa je, da bom glasoval za nov kazenski zakonik, ki kazni za tovrstne dejanja tudi zaostruje. Za nazaj, kot veste, jih ne more, za nazaj ne more niti podaljšati zastaralnih rokov, lahko pa te stvari uredim za naprej. Upam, da bo takih več kot 46. Pravični kazni odločajo sodišča, ne poslanke in poslanci. Da jim vse poberejo. Ja, težko rečem. To mora obravnavati sodišče. Tako, kot določa zakon. Pa če zakon nič ne določa? Pa mora, mi smo pravna država, neki zakoni so. Zdaj bomo pa kje dodelali, kaj? Ja. Kaj se jih točno bi bila? Nimam odgovora, no. Vesne.